Danes smo bili v srednji šoli Ivana Pilona Ajdovščina, program gimnazije, drugi letnik. Šli smo se igre Evrope, obdelovali smo teme demokracija, svoboda, enakost in človekove pravice. Delavnice smo razdelili na 2 dni, se pravi na torek in danes na sredo. Mislim, da bojo dijaki odnesli samo idejo iger Evrope, evropskega projekta, in se ozavestili o vrednotah Evropske unije. Na teh delavnicah smo opisovali različne vrednote, naprimer demokracijo in politiko. In nato pa smo imeli skupinsko delo, smo se razdelili 3 skupine in vsaka skupina je izbrala 3 probleme na naši šoli in še 3 rešitve. Predlagali smo zamenjavo profesorjev, da bi naprimer po vsake pol leta malo glasovali, kako se nam zdi ta učitelj, povedali dobre, slabe stvari in mogoče, če kakšen učitelj bi bil recimo v vseh razredih do vseh učencev bil tak nesramen, slabši, bi ga mogoče menjali. Za šolske malice smo predlagali, da bi bilo naprimer več izbire in da bi mogoče tudi več subvencij bilo za malice, torej za otroke, ki si ne morejo privoščiti. In za avtobusne urnike in poti pa smo predlagali, da bi naprimer avtobusne poti bi jih bilo več, zato ker naprimer imam sošolko, ker se mora vsako jutro voziti do avtobusa in to ni fajn, no? In zato smo predlagali, da bi vzpostavili več avtobusnih poti. Naša skupina je predstavila v bistvu idejo da bi v bistvu razvili to težko industrijo oziroma lesno proizvodnjo, da bi spet v našem kraju odprli staro lipo, ki je delovala v bistvu na konceptu lesa. Potem smo se odločili tudi za to, da bi skrajšali delovno dobo, sicer na 58 let, ker bi tako lahko mladi prej dobili službo in s tem ne bi tako sekirali, kot se sedaj. Izbrali smo tudi to idejo, da bi celotno zasebno lastnino podržavili, ker bi tako bi bogatejši bili manj različni od teh drugih slojev. Zavzemam se za 3 stvari. To so za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu ter za boljše razmere na tem področju. Zaposlili bi več zdravnikov, mladih, skrajšali bi jim delovnik, torej odpravili nadure in bi jim tudi povečali plače in seveda bi povečali tudi organiziranost v zdravstvu. Pogovarjali smo se tudi o korupciji, kako bi izboljšali sodni sistem v naši državi, povečali bi tudi število sodnikov in izboljšali nadzor nad sodišči. Zavzemamo se tudi za čistejše okolje, zato bi naredili strožji okoljski standard, potem povečali nadzor nad komunalami ter bi imeli več organiziranih čistilnih akcij ter da bi naredili več centrov za ločevanje odpadkov.